Jure, dobrodošel. Ja, živijo, zdravo. Hvala ti, ker si se odzval. Seveda z veseljem, noben problem. Noben problem. Ja. Kako si pa v službi dobil Frej, ali kako si se to zmenil? V bistvu ta teden delamo doma, ker sem tudi mačkan varuške, tako da po dogovoru, predhodnem dogovoru smo se dogovorili, da danes do 9 delam, šibam k tebi, pridem nazaj, še par urc pa bo dan okoli, tako da... Lušten. Ja. Pa imaš tudi danes razgiban delovnik? Ja, seveda, dan hitro mine, to v vsakem primeru. Ali je na terenu, ali je v pisarni, tako da... Ja, sigurno. Zdaj pa za začetek bi jaz, sicer ta klasičen vprašanje, ampak da bomo videli, s kom se pogovarjamo. Kdo je Jure? Kako bi Jure sebe opisal? Ja, Jure je v prvi meri, bom rekel, oče 8-letne punčke, se pravi polno zaposlen, poleg otrok je zraven še služba, en kup hobijev, se pravi, dnevi so prekratki za vse, tako kot smo že rekla. Včasih bi rade volje podaljšal dan za kakšno uro, ampak to nažalost ne gre, ne? Ja, žal. Ja, tako da določene zadeve včasih tudi prestavimo v nov, naslednji dan, mogoče čez 2-3 dni. Drugače pa en človek v najboljših letih, ki se počuti pri polni moči zdajle, tako da z novimi cilji, z novimi ambicijami v bistvu delam na tem, da mi ni nikoli dolgčas v življenju, no. Zmeram stremim k nekim novim ciljem. Omenil si hobije. Ja. Te ti hobiji držijo, da praviš, da si v primu? Ja, v bistvu brez teh hobijev, zdaj mislim predvsem na šport, so še drugi hobiji, ampak brez športa, na primer, si jaz niti ne predstavljam življenja oziroma si niti ne predstavljam, kako bi bilo, če ne bi imel šport kot nek ventilček, pri katerem se sprostiš po napornem delovniku. Pač to je tista, recimo, 1 urca na dan zase, ki jo imaš, ne? Ker mislim, da bi jo mogel vsak imeti danes, glede na to, kakšen je tempo življenja, pod kakšnim stresom smo. Tako da to je tista ura, ki si jo vzameš sem zase. Zdaj, ali je to šport, ali je to joga, ali je meditacija, ali je branje, pač to vsak zase, kar mu najbolj odgovarja. V mojem primeru je to na primer šport, občasno pa tudi kakšno branje in podobno, ja. Kaj pa rad bereš? Predvsem razne motivacijske knjige, se pravi zadeve, ki te mačke napumpajo, ki te dvignejo, ker mogoče včasih imaš kakšno krizo, pa si misliš, ne gre več, ne morem več, potem pa prebereš, bom rekel, kakšno poglavje, 10-20 strani, ker takih knjig tako in tako ne moreš prebrati, bom rekel, v šusu naenkrat, ampak si vzameš 10-20 strani, mogoče mačkrat premisliš, greš nazaj, prebereš še enkrat, pa si spet dober za kakšen dan, 2, ne? Tako da predvsem te, recimo zadnja knjiga, ki je bila Od talenta do uspeha, pa recimo Nič me ne more zlomiti, zelo dobra knjiga, priporočam vsem, ki rabijo motivacijo. Pa zelo zanimivo je, da tam v knjigi zelo lepo opiše predvsem to, da nas večina izkorišča samo 40% svojih možnosti. In ko prideš enkrat čez tisto mejo, si povsem drug človek, ne? In podobne zadeve, recimo, več teh knjig, te 2 so bile zadnje zdaj, ki sem jih prebral, no. Se ti zdi pomembno vlagati čas v te stvari, ne? Definitivno, pa ne glede na to, da so dnevi prekratki za vse, se mi zdi to zelo dobro naložen čas, bistveno bolj kot pa čas, ki ga nekateri preživijo pred televizijo, na družabnih omrežjih in podobno. Saj je fajn včasih pogledati kakšen podcast, na primer, ne, kakšne motivacijske videe in podobno. Ok, tudi kakšen film včasih je fajn pogledati. Ja, sigurno. Ampak da pa preživiš 2-3 ure recimo na Facebooku, Instagramu in podobnih, plus pred televizijo, se mi zdi pa izguba časa. Boljše, da narediš nekaj zase, pa je to. Pa s tem malo zrasteš, razširiš obzorja, dobiš nove poglede na svet, kakšno nova ideja se ti utrne. Tako da definitivno treba na sebi delati. Če hočeš rasti. Če hočeš pa stagnirati, potem pa televizija, spanje, ležanje in podobno. Pa si zmer tako razmišljal, ali je bil kakšen moment v življenju, ki ti je naredil malo switcha? Ne, v bistvu sem do tega prišel z leti, bom rekel. Definitivno ne. Pri 25, 26, 27 recimo, pred 30 ne. Se mi zdi, da zdaj pa če dalje bolj razmišljam v tej smeri, da treba v sebe vlagati, živeti potem to, kar vložiš, oziroma to tudi v prakso prinesti
in non-stop delati na sebi, iz dneva v dan. To se ne sme nikoli nehati, dokler si živ. Ja, eni pravijo, da je zaradi tega vredno živeti, ne? Ja. Zaradi poti same in kva na njej spoznaš in kva ne spoznaš. Ne? Točno to, ja. In vsi, mislim, večina ljudi pravi, da ima premalo časa, ne? Se pravi, z njemu treba delati zelo odgovorno. Ja. Pač jaz včasih ratam kar mačkan alergičen na te, ki pravijo, da imajo premalo časa. Ne? Zdaj, če ti spiš do 7-8 vsak dan, pa hodiš spat o polnoči, zato ker vmes gledaš televizijo, ja, definitivno imaš premalo časa. Če boš pa vstal ob 5 zjutraj, pa boš šel spat ob 9-10, pa vmes delal zase, pa uporabne, pametne zadeve, bo pa dan dosti dolg, ne? Ja, zato je potreben ogromen, ne samo disciplina. Samo disciplina, ja. Pa tudi do tega ne prideš, bom rekel, čez noč, ampak se moraš počasi prilagajati, ne? Budilko ne premakneš naenkrat iz 8:00 ali pa 7:00 na 5:00. Ne, moraš po 5-10 minut ali pa mogoče tudi po minutko, če je to preveč. Pa ti grd gumbek, snuske je, ne, ga moraš pozabiti, zredirati. Ti kako pa to prenašaš na otroka? Ja, jaz se trudim maksimalno, kolikor se da, ampak se vemo, kako so današnji otroci. Pač zelo težko je, ne, doseči pri njih karkoli. Spet dolgotrajen postopek je, pač ja, vsak dan treba reči, začni s postiljanjem postelje, pospravi tisto in to pač ponavljaš, vmes pokažeš, potem pustiš, da gremo v svojo pota, pa spet pokažeš, pa spet ponavljaš. Lej, ne smeš izgubiti volje, enkrat se prime, ne. Ja. Mogoče ne danes, mogoče ne pa 8 letih, mogoče čez 10, 12, 14, ampak definitivno ostane nekje v podzavesti, tudi otroko, ne. Ja, sigurno si pa glavna naloga kot starša, saj jaz jo tako vidim, no, je to, da si dober zgled. Ja. Ker v bistvu prav pregovor, ne, da otroci so zrcalo svojih staršev. Ja, definitivno. Kaj v resnici zrcalo je? Ja, samo odsev, ne, on nima svoje, ima vsak človek nek svoj karakter, pa je svoj individuum, ampak v resnici ne, otroci samo kopirajo, gledajo svoje starše in itak ti si za njih na nek način nek heroj, ne? Ki jih sploh na začetku držiš pri življenju. Ne? Ja, seveda. In to vpliva. Ti, kako pa je izgledala tvoja karierna pot, če se vrneva nazaj v srednjo šolo, pa greva od dne naprej? Kaj je Jure mislil, ko se je vpisal v srednjo, pa kva pol je bilo naprej? To so take zanimive, bom rekel, prigode bile in dogodivščine, oziroma bom rekel čistko moja srednja šola. Jaz sem po srednjo šolo elektrotehnik, se pravi elektrošolo sem hodil, ampak to bolj zato, ker že od samega štarta, že od samih mladih nog sem v bistvu hotel biti avtomehanik, ker me to zelo veseli. Avtomobili, vse kar opota, kar je povezano z nafto, z benzinom, to je eden izmed mojih hobijev tudi. Se pravi, sem hotel biti avtomehanik, ampak ker je oče avtomehanik, je potem nekako prišlo do tega, ja pa ne, pa boš umazan, pa boš dajmo nekaj drugega, pa smo šli na elektro, ne. Pa smo elektrošolo naredili, tako prav dobro, tudi matura je šla brez problema čez, ne. Zdaj mi je sicer žal, ker če bi se v tistih časih vsaj malenkost učil, bi bilo brez problema odličen, ali pa kakorkoli, ampak se pustimo ocene, ni to merodajno, ne. Ni nujno, ni merilo, ja, točno tako. No, po tisti srednji šoli, jasno, je spet, ne bomo zdaj ostali pri srednji šoli, ne, pojmo nekaj študirati, ne, tako kot vsi ta moja generacija, ne. Sem se vpisal na varstvo pri delu, smo tisto skoraj zaključili, ampak v bistvu sem pa že od 17. leta naprej, oziroma moje prvo študentsko delo je bilo pri 14 letih. Zgodan. In to na Rokotocu, ja. Recimo, če si danes predstavljamo 14-letnike na Rokotocu delati od 6 zjutraj do polnoči zvečer. Ja, gostinstvo. Ja, vse, priprava, prizorišča, gostinstvo, pospravljanje. Tako da v bistvu sem že zelo zgodaj začel nabirati delovne izkušnje. In potem skozi od tega prvega letnika, ki si lahko delal, pa do 25, 26, 25, dokler sem imel status študenta, sem skozi v bistvu delal. S tem, da za okni pa senčili sem se pa srečal prvič nekje pri 17 letih, ker sem začel kot pomoč na montaži. In to v bistvu sem potem delal skozi nekje do 25. Dolg. Ja. Terenc, ja, večinoma montaža, pomoč,
Tako da imam tudi, bom rekel, kar dosti teh praktičnih izkušenj, kar se tiče same montaže oken in senčil. No, potem sem začel svojo prvo zaposlitvijo, ki je bila pač čistko nekaj si mogel začeti delati. Sem pač delal v enem avtomoto društvu, avtopralnica, avtošola, izobraževanje, bom rekel, otrok glede varnosti. Potem je bila pa v bistvu moja prva zaposlitev v komerciali 2 leta kot prodajni svetovalec za nova porabljena vozila. Iz tistega, to je bilo glih tam 2006-2008, ko se je začela avtomobilska kriza, tam se potem nekako nismo več našli, sem pa šel v eno izmed večjih slovenskih podjetij, ki se ukvarja z izdelavo stavbnega pohištva. Tam delal 5 let, potem smo nekako se razšli, oziroma tudi salon v Novem mestu se je zaprl. Od takrat naprej do zdaj sem pa pač pri trenutnem podjetju. Ne. Tako da pri samih senčilih, stavbnem pohištvu, če govorimo o komerciali, zdaj bo 15. leto, plus tisto, kar smo prej kot pomoč na montaži. Ne. Tako da nekaj izkušenj se je nabralo. No. Kako pa to, da te je, se pravi, šel si v smeri neke svoje ljubezni, ne? Ja. Si šel v avtomoto, pa si pa iz tega ven spremenil pot pa v ta del, sicer ti je bil že poznan, tako kot si rekel. Ja. Kako to, da ti je pol pretehtal, da nisi naprej v avtomoto? Se pravi, takrat to je bilo 2007-2008 tista kriza, ki je v bistvu res je bilo za avtomobilsko branžo, so bili težki časi, nad se ni prodajalo in tam se je pa pojavila potreba pač v prejšnji firmi po enem komercialistu, ker je nekdo zapustil to delovno mesto in jasno, jaz sem se takrat vozil vsak dan iz Novega mesta v Brestce od 8 do 5, bilo je en kup stroškov povezanih s tem, ki niso bili plačani in pač greš enostavno, vzameš tisto, kar je ponujeno. Ne? Niso bili niti časi, da bi lahko zbiral, da bi iskal kje druge v tej branži, mi je bilo pa bistveno lažje, ker sem že zelo veliko vedel o tem. Plus tega, da vse tisto avtomobilsko znanje, ki ga dobiš pri prodaji, vemo, da bom rekel, ta avtomobilski del, kar se tiče komerciale, je zelo izpiljen. Ne? Tako, ker te tam naučijo prodaje, v bistvu te ne nauči nobeden. Ker tam smo imeli en kup seminarjev, izobraževanj, kako prodajati, poprodaja eno z drugim. In v bistvu sem to potem prenesel samo na ta, bom rekel, knarski oziroma senčilaški del. Ne? Ja. Zelo veliko zadev smo tudi skupirali s tem, jih uvedli noter na novo in te zadeve pijejo vodo, ne glede na to, kaj prodajaš. Ja, prodaja kot taka, mogoče, poleg avtomobilizma je sigurno gostinstvo na visokem nivoju. Tudi recimo, ja. Govorimo, se pravi, ne zdaj mogoče glih Roko Točeca, ne? Ja, ampak govorimo, ne vem, o a la carte restauracijah, ne? Ja. Če si ti profesionalc v taki restauraciji, ne, je veščina prodaje v bistvu tvoj. Ja. Od momenta, kako prineseš krožnik na mizo, kako gosta pozdraviš, ko stopi v prostor, ne, vse je del nekega naštudiranega sistema, nekega pristopa, da stranki v bistvu skreiraš nek prostor, ki je varen in da on poli pomagaš znotraj tega priti do dobre odločitve, ki je na koncu za njo najboljša. Ne? Ja, definitivno. Ja. In to je tudi v svetu oken in senčil, je to za moje pojme ena najbolj pomembnih stvari, ki jih delamo. Je to, da pomagamo ljudem skozi šum informacij izbrati, kaj pa zdaj tisto, kar bi mogoče za njih bilo najbolj ustrezno. Ne? Ja, seveda, dober komercialist, ne glede na produkt, ki ga prodaja, mora biti v bistvu en filter za stranko. Ne? Ker stranke, nažalost, danes so preveč v narekovajih zmedene, ker dobijo preveč informacij na raznih forumih, spletnih straneh, družabnih omrežjih in podobno, in potem v bistvu pridejo s temi dezinformacijami do tebe in jih moraš prepričati v nasprotno, oziroma jih moraš prav usmeriti. Ker na forumih internetu je en kup enih kvazi strokovnjakov, ki imajo mogoče eno slabo ali pa eno dobro izkušnjo. Ne? Ampak tako, kar reče, ena lastovka ne prinese pomladi, ti moraš dobiti širšo sliko, na podlagi katere se potem odločiš pravilno. In zato smo mi, da v bistvu pomagamo, jaz niti ne maram izraza prodajalec ali pa nekaj, ampak bolj prodajni svetovalec, naprimer, tam je v redu. Se pravi, vsi zato tam, da svetuješ stranki, da je prav usmeriš. Sej v končni fazi odločitev je še zmeraj njena. Jaz vsaki stranki tudi povem, lejte,
Poglejte, primerjajte jabolke pa jabolke, hruške pa hruške, jaz vam povem, kaj je pomembno, vi se pa potem odločite sami pri sebi. Sej mi nobenemu ne držimo pištolo na glavo, moraš vzeti pri nas. Tudi ne moreš pričakovati, da od, ne vem, od 10 strank v salonu jih boš 10 realiziral. To je utopija. Ne? In tazga, bom rekel, prodajnega svetovalca na svetu ga ni. Ne? Če pa je, pa kapo dol. Se čist strinjam. To moraš vzeti v zakup in tako moraš tudi do stranke se obnašati in pol tudi postaviš nek pristan odnos in je bistveno lažje funkcionirati stranko. Ne? Kjer bi pa rekel, da so glavne veščine svetovalca v prodaji ali pa svetovalca, prodajalca, kakorkoli že zdaj kdo temu reče. Kjer misliš, so najbolj pomembne veščine, ki jih moraš imeti ti kot človek, zato da lahko svoj poklic opravljaš kar se da kvalitetno in da strmimo vsi tak k temu, da je za stranko najbolj ugoden rezultat? Ja, v vsakem primeru prisluhen stranki, to je sigurno. Se pravi, moraš poslušati stranko, kaj ti pove, si zapisati kakšne njene želje, mogoče narediti pri sebi eno analizo, da jo znaš potem usmeriti. Fajn je, da se tudi postaviš v kožo stranke, da vidiš, kako ona gleda na določeno situacijo s svojimi očmi, pa da delaš v korist stranke. Ne? Se pravi, spet moraš najti, bomo rekli, nek balans med da delaš dobro za firmo in da delaš dobro za stranko. Se pravi, da bo končni rezultat, kot si ga želijo eni in drugi. Ne? Kaj pa pomeni, za stranko si znamo predstavljati, kaj pa pomeni dobro delati za firmo? Ja, se pravi, jasno je, da noben ne dela zastonj. Ne? Ja, ne, če ne. Se pravi, neki morajo ostati tudi nam, ne smeš iti po tisto ceno, katero veš, da lahko greš, čeprav se ti mogoče stranka smil, pa bi rad mogoče zastojni naredil kaj kdaj, ampak pač enostavno ne gre. Ne? Mogoče pa poiščeš drugo rešitev, pa jo mogoče spustiš na realna tla, pa ji poveš, lejte, tole je mačkan predrago, kaj pa če greva iz tega v ta sistem, zamenjava določene detajle, pa se bomo približala vaši ceni. Ne moreš, sej vsi bi vozili Mercedesa, ampak ga ne moramo. Ne? Yeah. Pač bomo šli pa rang nižji, pa pojmo, ne vem, na eno drugo znamko, kakorkoli. Se pravi, da se najdemo nekje, tako da bo stranka še zmerno zadovoljna in da bo rezultat za nas ok. Ja, se popolnoma strinjam. Biznis je vsem biznis. Ja, seveda. Ne moreš iti mimo tega, mimo številk, ne. Probaš pa za stranko zmer loviti, sigurno so počasih pričakovanja strank, pa kaj je realno možno, je pa lahko se včasih zgodi, da je ogromen odklon. Ja. In pa je potreben velike energije pa komunikacije, da ti ta odklon spraviš na nek skupen imenovalca. Ne. Ja, res je. Pa spet je tako, ne. Zdaj sploh bom rekel pri nas, ker smo v gradbeništvu, strankam treba predstaviti zadeve, da to so dolgoročne naložbe. Investicije, investicije in zdaj 1000-2000 evrov razlike med tistim, kar si ona želi, ali pa med nekim cenejšim ponudnikom, ki je vprašljiv. Glejte, 2000 evrov na, ne vem, 20-25 let, če vzamete kredit, to se pa v obroku ne pozna. Pa boste tle zadovoljni, pa boste vedeli, da bo firma čez 20-25 let še zmeram na trgu, da imate zaledje zadaj, da imate poprodajno službo, da imate servise, to vse nekaj šteje. Ne? In mogoče treba tudi stranki na pravilen način razložiti, pa bo mogoče malo lažje prebolela tistih 1000 evrov, 2000 evrov razlike v ceni. To tudi zelo veliko pomeni. Ne smeš takoj obupati, ker reče predrago je, ja, ok, kaj vam je pa predrago? Pa malo razmislite v tej smeri, ne? Razdelite ta strošek na 20-25 ali pa recimo 30 let, kot je recimo poprečna doba nekega stavbnega pohištva. Ne? Ja, recimo, 30 je že kar maks. Ja, recimo, da je to maks. Ne? Se pravi, razdelite si ta strošek, pa boste videli, da to na mesec prinese zanemarljiv znesek. Ne? Ja, napram temu, kaj ti pa prinese v vsakodnevnem obdobju ali pa kvaliteti življenjskega bivanja. Ja. Ne vem, zame je en tak primer, ne vem, motorizirana senčila. Tudi zadnjič smo imeli debato z enim elektroinštalaterjem, koliko je ta avtomatizacija senčil, ka veva, da je nek strošek z motorji, s prejemniki in tako naprej, pa koliko ti po eni strani omogoča višje obdobje ali pa večjo kvaliteto življenja. Ja. Manj časa porabiš za dvigovati, pa spuščati, pa... To pa tudi eden izmed plusov je naprimer ta, da danes, ker smo že modernizirani, lahko prek telefona upravljamo, se pravi, si napišeš scenarije,
Tudi prihranek je s tem. Ne? Ti si lahko narediš scenarij, da se ti senčilo spusti ob največji vročini dol, tudi če te ni v hiši, in dvigne zvečer gor, ali pa obratno. Pač. In to je spet nek dodaten prihranek, ker neka roleta, žaluzija ti zniža temperaturo noter v prostoru za stopinjo 2-3, lahko takoj. Se pravi, imaš spet manj porabljajo pri klimi, po zim pri ogrevanju, tako da eno z drugim, ne? Sigurno so prednosti. Ja, in ko se ne pogovarjamo recimo o dolgoročni investiciji, ne, pa prej, ko si omenil te, da daš 2-3 ure več ali manj, ne, moraš pri tem šteti ne samo na 30 let, koliko te to recimo košta kot investicija, ampak tudi koliko ti to lahko prišpara na 30 let. Ja, seveda, ja. Da imaš ti, ne vem, bolj izolativne stvari, da imaš neko avtomatizacijo, po zimi je fajn, da grejo gor, zato da ti, če šipo greje stanovanje, spet pa šparaš na. A ne, ni... Zelo je kompleksna stvar, no? Večdimenzionalna je, sploh senčila. Ja, zato pa je pravilen postopek, da vsako tako zadevo predstavi stranki. Ne? Obstajajo tudi, bom rekel, taki, naprimer, mi smo uporabljali zelo preproste izračune za razliko med dvoslojno pa troslojno zasteklitvijo. Naprimer, prej nazaj, se pravi včasih, ko sem jaz začel, bom rekel, kot prodajni svetovalec za stavbno pohištvo, je bila še, bom rekel, tako, debata dvoslojna, troslojna kar velika, ne? Zdaj v bistvu ni več, zdaj, kar je novograden, gre že vsi na troslojno zasteklitev. In takrat smo dosti uporabljali te izračune, kjer si pokazal stranki glede na tip ogrevanja, ki ga bo imela. Sploh, če je bilo kurilno olje, ki so bile takrat cene v porastu, so bili to zneski, ne vem, po 200-300 evrov na kurilno sezono lahko tudi, ne, pri določeni kvadraturi. In za ta znesek v bistvu, ja, je bila razlika med pri ponudbi spet 1000-2000 evrov, govorim na pamet. Ampak gledajte, to boste vi, ne vem, v max 10 kurilnih sezonah polovili noter, kje je še prehrank pri klimi, pri hlajenju prostorov in podobno. Ne? Tako da samo pravilno treba predstaviti zadeve, pa gre marsikatera zadeva bistveno lažje čez. Ne? Ker potem tudi, bom rekel, mogoče ločeš dobrega prodajnega svetovalca od tistega povprečnega, ker tisti povprečen bo samo profil, zasteklitev, barva, tak, tisto nastrela, potem pa se pa gledajo stranko, ne? Kaj pa zdaj? Ja, sigurno. Nek ta iskren namen potem, da iščeš rešitev za stranko, ali pa samo namen, da pač prodaš, dosežeš kvoto in je to. A ne? Tukaj je sigurno razlika, se je tudi v avtomobilizmu, recimo, a ne? Imaš ti prodajalca, ki ti bo celo rekel, ne tega kupiti, pa bo rekel, sam nisem jaz tega povedal. To takoj veš, da dejansko je, da si mu ti na prvem mestu, ne mogoče zdaj njegova kvota. In to je zelo pomemben, sploh pri dolgoročnih investicijah. Kakšna je pa tvoja vloga v podjetju? Meni težko povedati, zato ker z vami radi, mislim, že sodelujemo 20 let, da prihajajo iz orletarstva medle. Kakšna je pa tvoja vloga v podjetju? Ja, se pravi, jaz sem zdaj zaposlen v bistvu kot skrbnik končnih kupcev. Ne? Se pravi, naše podjetje se v bistvu ukvarja, bom rekel, tako nekje 80% našega prometa je veleprodaja, kar pomeni, da prodajamo naprej končnim strankam, se pravi, kot ste vi, manjšim podjetjem, dobaviteljem oken, mi jih zalagamo senčili. Ne? In se pravi, mi imamo v bistvu tako strategijo, da smo razdeljeni v skupine. Vsaka skupina ima določeno število kupcev, se pravi, moja skupina je Slovenija 1, ki je sestavljena še iz komercialista pa 2 tehnologinj. In potem mi v bistvu skrbimo za te stranke. Se pravi, imamo nekje tam cca 150 strank, končnih kupcev na skupino. Zdaj ta številka mačkan varira glede na trg. Recimo, nemška skupina jih ima mogoče malenkost manj, potem ena skupina, ki se ukvarja bolj, bom rekel, z večjimi podjetji, ker imajo projekte, pa to jih ima spet mačkan manj kot mi. Potem je ena skupina, ki skrbi za trge bivše Juge, oni imajo spet količinsko zelo velike številke, potem je pa še skupina, ki skrbi samo za projekte, ne? Se pravi za razpise, recimo posli 100,000 evrov plus. Ne? In se pravi, naša glavna naloga je, da v bistvu oskrbujemo te končne kupce z informacijami, z dobavnimi roki, z naročili, dobavami, jasno prije tudi do kakšne reklamacije. Se pravi, moja naloga je predvsem to, da skrbim za nek dober odnos z njimi, da imajo stranke, kar se tiče vzorcev, razstavnih salonov,
dobavnih rokov, cen, reklamacij. V bistvu jaz sem neka povezava med nami pa njimi. In potem to naprej prenašamo naprej na tehnologijo oziroma v proizvodno in naprej na dobavo. Kaj ti je pa pri tem delu najbolj všeč, pa kaj ti je mogoče najtežji? Ker to je kar, sicer povedal si zelo lepo, zelo formirano, Ja. Je pa daleč tega, da je to preprosto. Ne? Ja, zdaj zelo naporno je zaradi števila strank, ne, tako bom rekel. Ampak zdaj v bistvu mi delamo z njimi že toliko časa, z večino vas, tako da se že kar poznamo. Z večino imamo tudi, bom rekel, tak prijateljski odnos. Smo že na ti, to, tako da je mačken lažje. Je pa še zmeraj to enormno število telefonskih klicev in mailov vsak dan. Jasno, vsak rab informacije, ko je na terenu, ko je pri stranki, se trudimo odgovarjati čim hitrej, takoj, če ne v vsakem primeru vrnemo klic, to je pa zlato pravilo, neodgovorjenega klica ne sme biti konc dneva. Ne. Aha, to imate prav, ampak je to kje napisano ali je to tako interno? To je tako moje pravilo, ki ga probamo uveljavljati, oziroma pač klice treba vračati, ne. Ker na koncu smo tega tudi plačani. Ja, se pravi, noben te ne kliče, da bi te povabil na pivo, sladoled, hamburger, ampak te kliče zato, ker te neki rab. Ne? Ja, mogoče na podcast. No, ja, ok, podcast, ja, to je tudi ok. In pač to je osnova tega, da stranki daš informacije, ker iz teh informacij bo verjetno, mogoče ne zdaj, mogoče mačken kasneje, prišlo do nekega posla. Je pa, se pravim, je pa dost, zaradi samega števila strank je to zelo naporno. Velike informacije, obvezno si moraš zadeve zapisovati sprot, ker drugače ti zadeve uidejo, ker včasih je tako, da samo en telefon odloži, že dva druga čakata zadej. Pa lepo po vrsti treba. Moraš biti kar organiziran, no, tako bom rekel. Jasno, mora biti tudi softverska podpora, ker brez softvera si mrzel. Danes v teh časih ne gre več samo spiltki pa zapiski, ne? Ja, gre tisto na hiter, še gre, ne? Ja, ampak moraš to potem dati v elektronsko obliko, da nekje ostane. Nekam dati, če ne. Čez 2 urce že ne veš več, kje je tisti listek, pa kaj je bilo na listku, ne? Ja, ni šans. Tako da najbolj všeč mi je pa pač to, zaradi česar sem v tem poslu, to je v bistvu kontakt s strankami, stik s strankami, pa nek ta občutek, ker stranki nekaj pomagaš, ker nekaj rešiš, ti da neko zadovoljstvo, nek zanos za naprej, ne? To v bistvu zaradi tega tudi sem v komerciali. Je pa tako, da je vsako leto teže, ne? Se mi zdi, da ljudje so čedalje bolj zahtevni, pa ne bom rekel vi kot končni kupci, ampak stranke fizične, ne? Pač, ja, se pravi, imamo vas kot dobavitelja, tako. Pol imamo, se pravi, mrežo nekih posrednikov, tako kot smo recimo mi. Ja. Vsi mi skupaj pa delamo za končnega kupca. Ja, tako. In tej končni kupci, vse razumem, pač mogoče jaz nisem tak, tudi kad zase kaj kupujem, vem, da določena zadeva zahteva nek rok, da se naredi, da se sprovede. Ne? Če dalje več je pa tega, da so nenormalni roki, vsi bi radi vse takoj. Pač včasih naletimo tudi na to, da nekdo misli, če ti nekaj plača, da te pa kupo čist, ne, in da... Ja, poznamo to. Ja, da lahko dela s teboj kakor če, ne, in kakor želi, in da je pa on zdaj gospodar. Ja, sej kupec je gospodar do neke določene meje. Ja, je kralj. Spoštovanje moramo pa še zmeraj imeti, ne. In zmeraj se treba pač potem iščemo, bom rekel, neko vmesno pot, da so spet obe strani zadovoljne, ne. Ja, če spoštovanje je prisotno na vseh straneh, prideš do rezultata bistveno hitrejš, ja. Pa bistveno lažji, pa ponavadi je tudi rezultat bolj ugoden. Zato, ker se vsi trudijo k situaciji prispevati. Mi zmer nekako tudi posod nam pišemo, tudi za naše stranke, da vsak uspeh je plod skupnega truda. Ne? Ja, seveda. To je treba razumeti, zato ker smo v gradbeništvu. Oni izbirajo, vi morate narediti, mi moramo izvesti. In to je en kup enih procesov, ki morajo laufati v ozadju, ki se jih sploh noben ne zaveda. Ja, jasno, seveda. Plus tega tudi včasih vse prihaja do reklamacij, prihaja do napak, ker je to tako dolga veriga, ne? Da pač, ja, toliko ljudi je v verigi, da jasno, človeško se je motiti in lahko sem, da nekdo nekaj narobe naredi, nekaj narobe razume. Ja, moment je lahko. Imaš končni izdelek, nimaš tazga, kot si zaželel, ne? Ali pa ni zmonterano tako, kot bi moglo biti. Ampak še zmeram, hvala Bogu, nismo zdravniki. Ja, tudi če kaj zafrknemo, bomo popravili.
Še zmeraj smo, ne? In to pač tudi te ene stranke mačken težje razumejo, ampak ok, jim moraš povedati na tak lep način, pa čas si moraš vzeti zadeve rešiti in potem je bistveno lažje. Ne? Se pravi, ta support pri reklamacijah je verjetno tudi pri vas zelo visok rangiran. Kakšen odnos je do tega? Je, ampak lahko bi bil še višji. Ja, zmeraj nikoli ni tako visoko, da ne bi mogel če mačken višji. Ne? To razumem. Spet veliko število strank, jasno, lahko je samo, ne vem, na 100-200 naročil, ki jih imaš vsak dan, če je par procentov napak, je to vsak dan toliko zadev, ki jih moraš rešiti. Ne? Tako da se trudimo rešiti vse v nekem tistem zakonsko določenem roku. Vsako rešimo, to definitivno. Aha. Noben ni še ostal na suhem, razen če je bila pač neupravičena reklamacija, ki pa pojasnimo tudi, zakaj ni upravičena. Koliko pa je takih neupravičenih? Mislim, da jih preznamo bistveno več kot upravičene, kot pa teh, ki jih damo za neupravičene. Bom rekel, v dobro nadaljnega sodelovanja požremo marsikatero reklamacijo, ki mogoče ni čisto 100% definirala. Sej lahko, da je naša, lahko, da je od transporta, lahko, da je od montaže, lahko je stranka kasneje sama naredila. Samo zdaj recimo za kakšno poškodovano steklo, poškodovane lamele, zdaj neki se kregati, pa za par evrov, ne, pač gremo z roko v roki, mi dobavimo, vi zamenjate, požrejo vsak svoj strošek in gremo naprej. Ne. Ja, dejstvo je, da ena slaba reklama ti lahko zelo vpliva na 100 dobrih del. Točno to. Sploh danes v teh časih, ki se takoj razpišejo na razna omrežja in to. Ne, in zato pa tudi jaz pravim vsaki stranki, ne si vzeti to za sveto merodajno, kaj piše na Googlu, Facebooku in podobnih in forumih. Ne. To se mi dva lahko zdaj usedeva, ki končava, še 3 kolege pokličeva, napišemo malo morje mnenj, pa nekoga spluvava. Ne. Se nekdo, ki bo šel to brati, se ne bo vedel, da smo mi skupaj sedeli pa plovali po njemu. Ne. Uporablja se pa dela se danes pa marsikaj, tako da tisto ni osnova. Ne. Mislim, mogoče je neka groba osnova, sem na te zadeve se nikoli ne preveč zanašati. Ja, mogoče je samo del ustvarjanja mnenja, definitivno pa ni to zdaj. Neko sliko dobiš, ampak to sliko jaz zmeraj pravim, potisnite si jo nekam čist zadej, back. V bistvu veste, da obstaja, ampak jo ne imejte na vagi, ki bo prišlo do odločitve. Ne? Ja, lahko sebi škodo na koncu narediš, če ti mnenja preveč gledaš. Ne? Točno to. Je pa dejstvo, da tudi vse te ocene, ko so povsod, je zmer nekaj povprečje. Ne? Ja. Zdaj, če ima nekdo povprečje 1,5 ali pa 2,5, sploh malo previdena. Ne? Ja. Če ima pa nekdo, ne vem, 80 ocen, 3, 4, 5, 4, 5, pa da je vmes 10 slabih, kot si že prej lepo rekel, motiti se je človeško. Včasih tudi vsak ne more z vsakim delati. Ne? Nam se je že zgodilo, da smo rekli na projektu, lejte, mislim, da mi bomo zelo težko najdali isto frekvenco. Jezik, ja. Ogroman je nekih proizvajalcev, izvajalcev, dobaviteljev, mogoče boste imeli pa pri drugmu več posluha ali pa kakorkoli. In to je normalno in to je pač stvar biznisa. Ne? Tudi meni, na primer, se bolj pomembno zdi vprašanje po tistem, ki je bila reklamacija, kako so rešili reklamacijo. Ne? Na to se dostakrat pozablja. Je bila reklamacija, nismo bili zadovoljni z njimi. Ok, pa so rešili reklamacijo. Ste zdaj zadovoljni s tem, kar imate? Je to, kar ste želeli? Tle se pa ponavadi neha. Ne? Vsi samo pol tek pluvajo. Ste rešili? Je rešeno? Super. Ste zdaj zadovoljni? Ja, no vidite, to je tudi en odraz podjetja, se pravi, da se ne skrijejo, ki pride do reklamacije, ampak da jo rešijo. Ne? Jasno, ne morejo rešiti takoj naslednji dan, 2-3 dni, ker pač je tu določen proces, določen sistem, ki se mora kolo obrniti, da prideš na reklamacijo. Ne? In to je važno, da se končni rezultat, da je na koncu zadeva taka, kot si želel, kot si predstavljal. Sej napake se dogajajo, to je čisto življenjsko. Ne? Ja, ne moreš mimo tega. Fajn je pa, da se iz vsake napake nekaj naučiš. Ja, če isto napako predolgo ponavljaš, si se odločil, da to pol ni več napaka, ampak si se odločil, da boš delal narobe. Točno tako, ja. Ja, čist strinjam.
Ja, zanimivo to. Ne? Zato je v bistvu pri teh dolgoročnih investicijah res pomemben ta support, ki prihaja s podjetjama. Točno to. Ker sigurno nekdo, kot ste vi, je zagotavljanje supporta čist na drugem nivoju, kot pa nekdo, ki je lahko, pa ne bom rekel, da nekdo, ki je majhen, tega ne more. Lahko. Sam je to čisto ena svoja pošast, svoje vrstano. Ker mora biti ogromno enih faktorjev udeleženih, da se dejansko tudi pol support izvede. Ja, seveda. Zagotovo, ja. No, ker so pri senčilih. Meni je zmer zanimivo vprašanje ali pa mogoče stvar, ki bi jo bilo fajn na mal širše obdelati. Glavna razlika med ruletom in žaluzijam. Ljudje danes so kupci, ki so rulete poznamo na tak način dalj časa, kot žaluzije mogoče. Ja. V čem je zdaj glavna razlika med enim in drugim, če primerjava neke povprečne modele, ki veva, da tudi znotraj rulet pa znotraj žaluzij je ogromen ene izbire. Ja, različnih sistemov, vsega. Zdaj spet se treba najprej vprašati, kaj stranka želi, ne? Kaj pričakuje od senčila. Zdaj, če pričakuje, bom rekel, 100% zatemnitev, pa maksimalno toplotno pa zvočno izolativnost, je to definitivno ruleta. Ne? Se pravi, glavna prednost pri ruleti je 100% zatemnitev, toplotna pa zvočna izolativnost, ki je na višjem nivoju kot pri sami žaluziji. Mi smo sicer zdaj razvili eno ruleto Falcon, ki ima večje perforacije, se pravi, ima večji pretok zraka, pa prepust svetlobe, tako da se približa, bom rekel, kar se tega tiče, že žaluzije in je nek idealen kompromis med tistimi, mogoče, ki kolebajo med žaluzijo pa med ruleto. Prednost žaluzije je pa v bistvu ravno v tem, da lahko reguliraš senčenje, se pravi naklon lamel. Pogled, recimo. Meni je ta pogled z prostora ven, ja. Da je v dozuni dober, v dozuni mora biti stvar estetska, ampak to je skoraj vsaka, se vse lepo izgleda. Ampak ta pogled iz prostora ven, pa ruletika je dol, ja, je pač gledaš plašč. Ne? Ja, gledaš plašč, oziroma se pravi pri tem novem Falconu vidiš malenkost tudi ven, okolice. Pa tako je, mogoče žaluzije, sploh na te moderne, novogradne, nekako se bolj vklopijo noter v ta sistem. Ne? Ruleta je pač ruleta taka, kot je v osnovi že ista, spreminjajo se mogoče detajli, sistemi, lamele, medtem ko žaluzija je pa malo bolj modern dizajn, pa še na te novogradnje, tudi razponi so lahko večji pri žaluzijah. Ne? Aha. Kaj pa ruletah? Kje pa smo omejeni? Ruleta je omejena recimo tam 2,60 m, 2,70 m po širini, spet povezano z višino oziroma skupno kvadraturo, odvisno od sistema, ali gre za klasično lamelo ali gre za Falcon lamelo. Medtem ko žaluzije, recimo z to novo ZX90 lamelo, ki imamo v ponudbi zdaj dobro leto, gremo lahko razpon tudi tam do 4,5 metrov. Ne? To je že res ogromno. Je, ampak včasih še zmerom premalo. Ja, glede na to, kam gre standard, v steklo, pa veliko stekla. Ja. Stene so danes 6-7 plus metrov, ne? Tako da včasih imamo že kar težave. Pa spet, kot sem rekel, je povezano to tudi z višino. Ne moreš iti v nedogled raztegovati zadeve, saj mi lahko naredimo daljšo lamelo in vse. In pri ruletah in pri žaluzijah. Samo do problema pride v primeru močnega vetra. Sploh pri žaluzijah. Žaluzije so občutljive za veter, sicer ta nova lamela je v 5. vetrnem razredu. Kar je od kolikih? Od 5, v bistvu, to je maksimum. Ja. Ampak še zmeram do problema pride, ker se pač veter, sploh ko je žaluzija zaprta, upre v lamele in v bistvu lamele zvije toliko, da padejo ven iz vodil. In potem, ker niso več v vodilih, si predstavljamo, kaj se zgodi. Gre pač po luftu vse. Kličeš serviserja, ja. Enak problem je pri ruletah, zato smo pač postavili mi neko tako omejitev, ki je še smiselna, se pravi 2,60 m, 2,70 m, da gre čez garancijo. Ne. Kar je več v primeru vetra, ki je pa danes še dalje bolj pogost, ne. Sploh ta poletna neurja so katastrofa, kar se tiče tega. Je v vsakem primeru dobro žaluzije sploh pospraviti v maske. Se pravi, da so na varnem. Ker žaluzija, se pravi, je bistveno bolj občutljiva na veter kot sama ruleta, zato jih je v takih primerih najbolj varno pospraviti v omarce. Se pravi, če začne, če je oranžni alarm,
Pospravite Steklo bo prej preživelo, kot bo pa. Steklo, načeloma, sploh zdaj spet, če so to večje dimenzije, so zunaj ponavadi tako 6 mm stekla, mogoče celo kaljena, limana, ja. In steklo, tudi samo klasično steklo, samo od sebe se ne bo razbilo. Mora biti res že hudo neurje, da ga razbije. Mogo kar preleteti. Ja, ponavadi ne pada vodoravno, ampak pada mačkan pod kotom, tako da je ta moč manjša, ne, kot pa če bi to direkt. V ta namen imaš tudi pri žaluzijah če dalje več, oziroma zdaj pred leti se je zelo veliko prodajalo teh vetrnic, ne? Vetrni senzori, ki so v primeru, da so zaznali določeno hitrost vetra, ki so ti ročno nastavil, dvigalni žaluzije gor. Nekje 15 minut po tistem, ko je veter nehal pihati, so se žaluzije spustile nazaj dol. To je bilo neko tako varovalo, tudi nekatere zavarovalnice so dajale popust na police, če si imel premije, ja. Premije, ja, tako se popust, če si imel te vetrne senzore. Danes je pa če dalje bolj uveljavi, bom rekel, neke vrste senzor preko raznih pametnih inštalacij oziroma vremenskih portalov, ki na podlagi spremembe tlaka zaznajo, da se približa neurje, pa na podlagi mikrolokacije in avtomatsko spet dvigne žaluzije gor. Ko se ta tlak umiri, ko gre neurje čez, spusti lepo vse skupaj nazaj, ne? Tako da tiste vetrnice so počasi pase, če dalje več se gre pri teh senzorjih na razne pametne inštalacije, aplikacije. Ja, v bistvu žaluzija sama sebe zaščita paroleta. Tako. Se pravi, če bi povzela iz vidika estetike, pa zdaj tudi z novimi, verjetno v razvoju prihajajo še novejši modeli, a ne? Je žaluzija sigurno bolj nekako uporabljena v smislu same zvočne izolativnosti, pa svetlobe, se pravi 100% zatemnitev je paroleta. Ja. Se pravi, nekdo, ki hoče imeti temo, nima druge izbere karolete. Lahko se približamo, ampak ne boja. Čisto 100% zatemnitve pri žaluzijah ni. Ne more biti. Ne, to je samo pri roletah. Ja. Se pravi, to je glavna razlika. To so te, koliko se pa pozna, če imaš te številke, no, če ne, tudi nič hudega, če govoriva o zvočni pa toplotni izolativnosti ene in druge. Koliko je med njima razlike? Dobro, pri zvoku verjamem, da precej. Ja, pri zvoku je kar, pa tudi pri, bom rekel, pri sama temperaturna razlika je sigurno stopinjo 2 v korist rolete, če ne še celo več. Aha, toliko. Ja. To je že kar veliko. Zato, ker treba vedeti, da lamele rolet so polnjene s poliuretansko peno. Ne? Aha, izolativno. Ja, je izolativno in je to čist drug svet, ker pač lamela je aluminij, kukar je, ne? In kukar on zadrži, ampak še zmeram je velik plus na strani same rolete, kar se tiče toplotne izolativnosti. Ja, samo estetsko ni tako privlačna. Estetsko pa ni, ja, to pa je. Pa dimenzijsko, v bistvu so ugotovila, da imamo manjše. Pa še en, v bistvu, dosti pomemben faktor je sploh pri novogradnjah. Za rolete, da pokrijemo roletne marce, potrebujemo bistveno več izolacije. Čim imaš ti na neki novogradnji, bomo rekla, podumetno roleto, rabiš 20 plus centimetrov izolacije. Medtem, ker pri roletah se pogovarjamo tam od 15 do max 18, ne? Ja, zagotovo. Mi smo imeli zdaj en primer, ki smo mogli loviti, želja je bila, da nočejo preveč izolirati fasade. Ja. Se mislim, so jih mi dva govorila. In smo pa iskali rešitev, kako čim manjšo marco dosež nek efekta. Smo se pogovarjali po žaluzijah. Ja, sej dejansko je tako, ne, da ti med 15 pa 20 je razlika v tistem izkoristku, ki ga dobiš za 20 fasade ali pa 15 zelo minimalna. Ne? Več kot 15 v bistvu se daje ponavadi samo zato, da ti urediš senčila, da jih pač lahko skriješ pod fasado. Ne? Ja. Tisto, kar dobiš. A gre tako krivulja, ne? Ja, potem se umiri, ne, zelo hitro, po 15 centimetrih. Zadnjih 10% je skoraj ni razlike na računu. Ja, točno to, ja. In se pač 20 se ponavadi daje samo zaradi tega, zaradi senčil, da se jih pokriva, ne. Da lahko pač okno umikaš na zunanji rob zaradi samega toplotnega mosta, pa nad oknom zmontiraš žaluzijo ali roleto. Samo to. Je pa tukaj pač dosti velik minus to, ker še zmeram kljub vsemu se je prevečkrat pozabilo na izolacijo preklad. Se pravi, na betonskih prekladah ni na zunanji strani izolacije, kar pomeni, da je potrebno pod senčilo dodajati še dodatno izolacijo. To pa spet za sabo jasno potegne večjo skupno globino oziroma več izolacije.
Ja. Zaradi takih, bom rekel, banalnih osnovnih napak se lahko hitro podraži tudi gradnja. Ne? Ja. To je tako majhen detajl, ki ti načrtuješ eno hišo ali pa projekt, pa lahko prinese bistveno večji strošek. Ja, seveda, ti poveča recimo iz 15 na 20 izolacijo čisto po nepotrebi, ker če bi to ugradili že ob sami gradnji, recimo 5 cm stirodurja v prekladu na zunanjo stran, se prekine toplotni most, tega problema ni več. Koliko pa vi priporočate, da je izolacije med preklado pa med Ja, vsaj škatlo? 5 cm Vsaj je 5. idealno. Zdaj, če rešujemo naknadno situacijo, Adaptacije recimo, ne? adaptacije ali pa če se to pozapr sami v gradnji, potem pač gremo na tisti minimum 2 cm, kot pač dovoljuje potem še glede na samo izolacijo fasade. So pa tudi rešitve z raznimi folijami, ki daš po 12 mm folije, ki je nekje enakovredna 4 cm stiroporja recimo. To so razne folije za izolacije podstreši. Sam je pa spet cenovno ta folija zelo draga, pa problema, ker naprimer čez njo ne smeš nič vijačeti, ker jo potem navije in je konc. Ne? Ja, nis nič naredil. Ja, tako da se reševati zadeve, sem škoda, da se to ne reši že takoj v samem načrtovanju pri sami gradnji. Ja, prav zagotovo. Ja, zato je to fajn. Jaz vsaki stranki povem, ki pride z načrtom, pa pravi, smo malo hitro prišli. Ne, zdaj je ta pravi čas, zdaj ste prišli pravi čas. Preden boste vi začeli graditi, da se pozanimate, na kaj treba biti pozoren, pa da gledate pod prste skozi izvajalcem, ne, gradbincem. Čeprav boste imeli tam nadzornega, sem doskrat gre tudi njemu ide, ker vemo, koliko imajo gradbišč odprtih in tisti obhod, ki ga on naredi, je pač obhod zato, ker ga mora narediti. Ne, ja, plačuska zato, da ti daš tempo, ker ga moraš imeti tako, ja. Zato je fajn, da se stranke prej pozanimajo, da jim poveš, pa ne govorimo samo o oknih ali pa o senčilih, vseh detajlih gradnje, od hidroizolacij do unga, da dobiš nekoga, ki ti razloži, na kaj biti pozoren. Ker še dodaten uč na gradbišču nikoli ni preveč. Ja, uči ni nikoli dovolj. Ja, točno to. Ja. Se čisto strinjam. Tako da ja. Večkrat sem se že s kolegi, ki delamo v istem sektorju, pogovarjali, koliko so v bistvu stavbno pohištvo zasenčili pomemben element hiše ali pa projekta. Kako pa ti to vidiš? Ja, definitivno. Zdaj, če gledamo na celoto, nekje, kar se tiče izgub in ostalega, je nekje 30% na oknih na senčilih, ne, če gledamo neko hišo kot celoto. Ampak tudi vizualno je, bom rekel, kar pomemben del samega objekta. Ja. Ker je v bistvu tudi, če začnejo pri vhodnih vratih, prva stvar, ki jo vsak vidi, ki pride na obisk, so vhodna vrata. Ne? Ja, tudi estetika. Estetika, točno to. Na sam izgled hiše ti zelo pomembno vplivajo tako okna kot senčila. Spet je dobro nekako barno uskladiti vse to skupaj. Se pravi, če se to lepo zlije kot v eno celoto, v eno lepo hišo, je čist drugač. Ker pa če vidiš, da neki seka ven, ali so to senčila, ali so to okna, včasih kakšna stranka zbere kakšno tako ekstra barvo. Ja, 100 ljudi, 100 čudi. Ja, ker bi najrajš rekel, joj, tole pa ne bo najboljš, ne veste. Ampak pač ok, neki prepričevati jih, če so se oni odločili, to ni ok, ne, tako da postiš. Ampak ja, definitivno so zelo pomemben člen, bom rekel. Ja, jaz sem imel zadnjič primer na čokoladno rjavo PVC okno, belo roleto, a ne? Ja, ok. Lahko ne, mislim, če je želja, lahko ne. Ja, lahko, jaz mislim, da ne bo dober, a ne? Ja, ne, definitivno je tako, ne. Če gledaš ti hišo kot celoto, deva reči, 3 barve so maksimum, kar je več, zna biti že tako malo barvito, ne, ok, se mogoče pol kot celota, če je tudi hiša tako zasnovana, je ok, ne. Bomo rekli za 80-90% klasične gradnje, 2-3 barve maks na hiši, se pravi govorijo od fasade, žlebov, strehe, oken, senčil. Pol, kar je več, je že tako, ne. Ja, sigurno. Lahko kakšen, bom rekel, na fasadi, kakšen pas narediš, da malo razbiješ to monotonost, da ni tako, ampak kar je pa več, je pa že pol lahko malo šekasto. Ja, ne vem čistočno, kako je po OPN-jih itak občine omejujejo, kaj se sme pa kaj ne, ker drugače imaš, ne vem, tako barva fasade, ki kriči ven iz naselja, je nekako država proba to na neki institucionalni ravni rešiti. Ja, se pravi, okna pa senčila, estetika,
drugo je sigurno udobje, kvaliteta sabo prinaša določeno udobje, Ja, seveda, ja. pa varnost. Ne? Varnost pa definitivno, ja. Ti kaj pa glede varnosti roleta žaluzija? Zdaj tako, roleta je definitivno spet bolj varna kot žaluzija, sploh v primeru, da imaš za pogone motorje. Mi, na primer, pri nas standardno vgrajujemo protivlomne varnostne vzmeti v primeru motorja, kar pomeni, da je roleta v spodnjem položaju, se v bistvu ta vzmet gore na vrhu zaklene. In ob neki normalni sili, ob neki normalni uporabi sile, ti to roleto ne moreš dvigati. Jasno, lahko pač polomeš tiste vzmeti, ampak potem že delaš nek določen hrup. Ne? Se vemo, protivlomna varnost se ne meri v tem, ali prideš not ali ne, ampak se meri sem v tem, koliko časa nek zvrzeran ulomilc porab, da pride noter. Ne? Se pravi, vsako zadevo se da prideti noter. Ja, če je nekdo hotel, je hotel. Točno to, ja. Se pravi, samo vprašanje je zdaj, ali bo on to prišel noter v 2 minutah, ali bo prišel ob 20, pa ali bo to naredil brez hrupa, ali bo ob tem povzročil full hrupa. Ne? Tako da roleta ima tle prednost pred žaluzijo, ker žaluzija, sicer na trgu obstajajo protivlomne žaluzije, ki imajo druge pogone, nimajo dvižnih vrvic, nimajo dvižnih trakov, ker te trakove pač v skrajni sili se lahko poreže, pa žaluzija pade dol. Ne? Ampak... Ja, to so dala, da je en lušten na svet. Mislim, se to ni vesoljska znanost. Ne? Ja, dobro, itak. Ja, zdaj so skevlarja, niso je tudi malo težji to prerezati. Ne, ni, še zmeraj se da. Ja. Če ne, jo pa pač przdvigneš, ne? Ker roleta v spodnjem položaju, ki na motor se zaklene, tako kot smo rekli, ne moreš przdvigniti. Ja. Žaluzijo še zmeraj pač primeš, pa je dvigneš gor. Ne? Tako da obstajajo protilomne žaluzije, tudi so bistveno dražje, ampak mi zaenkrat še nismo šli v razvojnih, ker pač ni trg še pokazal potrebe potem. Če se bo pokazalo, če bodo ljudje to pripravljeni plačati, bomo pa tudi mi šli v razvoj oziroma v pripravo tega. Čeprav tudi žaluzijo, ki je enkrat dolga 3 metre, ker pa je to dvigant, ne? Ja, dobro, da se, ne? Se ponavadi niso nikoli, sta 1, 2, če greta v kompanijo, ampak definitivno je tla glas za rolete tudi, ja. Se pravi, spet z vidika varnosti roleta. Ja, roleta, ja. Ja. Se pravi, žaluzija, kakorkoli povzameva iz vidika estetike, pa tega pogleda znotraj ven, to je njena glavna lastnost, vse ostale kljukce načeloma pobere roleta. Tako, roleta, ja. Ja, zdaj, koliko pa v resnici kaj rabimo, je pa itak stvar kupca, da sam presod, kaj mu je pomemben, pa kaj mu ni. Točno to. Dosti je tudi kombinacij, še zmeraj se dela zelo veliko kombinacij, naprimer za spalne prostore gor v nadstropjih, se stranke odločajo za rolete, spodaj da je naprimer žaluzije, ker spodaj so ponavadi tudi večji razponi, večje panoramske stene, medtem ko zdaj gre trend v tej smeri, da v nadstropjih, kjer so spalni prostori, so pa večinoma francoskih balkonov. Balkonov se ne dela več, ne vemo zakaj, zaradi teh toplotnih mostov in podobnega. Aha, to je glavni razlog. Večinoma, ja. Pa tudi sama izdelava balkona, izolacija je zelo draga, ne. Večinoma se zdaj delajo, bom rekel, pritlične hiše ali pa mogoče hiša, kjer ima gor, tako kot sem rekel, spalne prostore, francoski balkoni in se prav gor se odločajo za rolete, spodaj za žaluzije. Kako pa to vizualno pol izpade? Ja, ok, sem prav moraš ukomponirati noter, ne. Zdaj pa žogca na strani arhitektov in projektantov. Ja, potem, kako bo to zastavljeno? Da to kot neko celoto naredijo. Ja. No, ti se kaj zanimali. Kako se odločiti med eno in drugo, kaj variante, to je večkrat vprašanje, tudi mi ga sami večkrat dobimo, ne? In to je zdaj, da si prodajni svetovalec, a ne? Ja, seveda. Ne samo, da ti je vse en, kva zdaj nekdo v gradini. Zagotov. Zdaj, če bi hotel biti pač, spet, če bi delal sem za dobro firme, bi rekel, vzemite žaluzije, ker so pač dražje, na primer, ne? Ja, sploh ne bi razmišljal o roletah. Ja, bi jih pač spelal na žaluzije, ker načeloma ni problem stranko spelati, če jo prav vodiš, ne? Gre za teboj, ne? Če boš pravi argumente. To je pa integriteta prodajalca. Tako da fajn je pa, tako kot smo rekli, igrati fair play, pa povedati prednosti in koristi ene in druge, potem mi pa pomaga, da se prav odločke pozna oboje, ne? Ti, a Ekosklad, če imaš informacijo, kaj prispeva zraven k temu, da zbereš rolete, ali je to bolj vezano na stavbno pohištvo kot tako? Zdaj, sicer jaz z Ekoskladom ne delam že par let, odkar sem pač ne prodajam lesenih oken, ne? Ja. Mislim pa, da je določen procent vezan tudi na senčila.
Sam pravi, verjete na na celo- ruleto, ne na žaluzijo. Ne? Lahko da je na oboje. Aha. To nisem 100%, se pravi, ker z Ekoskladom v bistvu že par let nimam stikov. Ja, nimam. ne se razumem. Vsak ne more vsega vedeti. Ja, na neki točki si želim sigurno gostiti ljudi iz Ekosklada, zato ker je ogromno enih vprašanj. Sicer imajo spletno stran zelo dobro razdeljeno, ampak včasih še kar ne veš točan, kva je, kva ni. Sploh, ker smo enkrat parali montaži, tam smo hitro omejeni, kva oni mislijo, kva stroka misli, kva je prav, kva ni prav. Ja, določene zadeve imajo izpiljene, ampak ne bi bilo slabo, če bi mogoče še malo več bilo. Ne? Sploh kar se tiče RAL montaže. To poznam že odprej. Zmeraj je bil problem s temi specifikacijami, kaj je bilo grajeno, kaj je lahko, kaj ne, kakšni trakovi, kakšna pena. Ne. Ja, zanj sem z enim govoril, z enim trgovskim potnikom, ki je diplomiral na temo RAL montaže. RAL montaže, ja. In je lepo povedal, da za RAL montažo sicer te paskali igrajo vlogo, pa različne te stvari, ampak da prav v zakonu ali pa na nekih parametrih ni pa nikjer predpisan, kaj more točno zdaj biti. Se pravi, velikrat tudi stvar razpisodajalca, pa kakorkoli, da on kao zdaj pove, a je to v redu, a to ni v redu, čeprav je to lahko samo njihovo mnenje. Ja. Vemo pa, da te materiali so cene pa od do. Ja, ker tudi RAL montaže, moramo vedeti, tudi cela znanost. Ti imaš prek 300 vrst RAL montaže. Pa tudi dejstvo je spet nekaj. Ok, Ekosklad zahteva RAL montažo, samo RAL montaža načeloma jo ti lahko izvedeš pravilno, samo na ravni špaleti, obloženi s tirodurjem. Ja, zelo specifični pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko dosegaš 100% ali pa približek. Ampak je spet tako, če gledamo, da Ekosklad večinoma sofinancira prenove, je zdaj to problem, kako boš ti špaleto pripravil v hiši, kjer živijo. Se pravi, bi v bistvu mogel odprt hišo, vse špalete pripraviti, kar pomeni spet dan, 2 dela. Takrat ljudje nimajo kje biti, oziroma pri odprti hiši ne bojo spali, pa potem okna vgraditi. Tako da to je malo tako. Ta RAL montaža, ja, se je ok, je bistveno boljš kot klasična, samo zdaj ne moreš pa narediti idealne v tem primeru. Ne, sej neki manevra imajo. Ja, nek približek lahko narediš. Tako, ja. Neki manevra imajo. Itak se tudi tehnologija spreminja, tako kot si rekel, 300 vrst. Ja. Kaj mi delamo, tudi na adaptacijah, se lotimo RAL montaže, zakaj? Zato, ker je pogoj za subvencijo. Za subvencijo, ja, seveda. Ja, recimo trenutno, včasih vem, da je bilo tudi na plastiki, da je bila subvencija, zdaj samo še les pa les alu, in brez RAL montaže ti ne odobrijo subvencije. Ja, seveda, ja. Čeprav vemo, koliko je ura s tem moralama. No, vse to hočem povedati. Ja. Vse zato pa mislim, da tudi mogoče ne komplicirajo to glede tega, če jim ti daš neko specifikacijo materijala pa slike, ja, je že dovolj. Da je to nek približek RAL montaži, je to, kar ideala tukaj ne moreš doseči. Ne, mislim, mora biti toliko enih, najprej mora zidar narediti vse, tako kot se zagre, pol je treba to obdelati, tako kot se zagre, da so linije res ravne, ker drugače ti ne moreš dosegati standarda. Kot učim Nemčija pa Avstrija, so ti standardi višji kot pri nas. Ja. Bistveno bolj zahteven. Koliko pa delate vi s tujino? Koliko imate tega vpogleda v tujino? V bistvu imamo kar eno skupino, ki je spet sestavljena iz 4 ljudi, ki se ukvarjajo v bistvu samo z tujimi trgi, oziroma Nemčija, Avstrija, Švica. Tukaj nekje največ prodamo. Je kar procentualno, bomo rekli, tam po moje 4-5 milijonov letno je tega izvoza. Tako da je nekaj. To je že kar precej. Ja. Je pa gor zelo huda konkurenca, predvsem Poljaki pritiskajo zdaj le dol, ker nimajo toliko poslov, bom rekel, druge, tako da je kar dumping. S takimi cenami hodijo, da je kar težko zraven prideti. Je pa tako, da večinoma gor izvažamo okna, se pravi, v veliki meri so okna, nekje pa senčil, tudi rolet, žaluzi. Aha, da je poudarek na okna. Ja. Zanimivo, to si pa ne mislil. Ja. Je pa gor tako, da pač gradbeništvo gor obvladujejo, bom rekel, gradbeniki so dol iz bivše Juge. Ja, naši ljudje tako da če dobiš dobre veze, če prideš enkrat noter, si njihov.
In zato tudi, ker naprimer Nemci ne bo šel graditi hiše od temeljev. Ne? On kup hišo, ne vem, v 3. fazi, dokonča in to je to. Ne? Tako da gor večinoma sodelujemo, bom rekel, s firmami iz bivše Juge, ki imajo gor odprte svoje firme, gradbeništvo, pa naredijo hišo do določene faze, potem jo pa prevzame končni naročnik. Se ta trend je tudi pri nas zelo uporastal. Če dalje več, ja. Mislim, se tudi čez dalje manj ljudi v roko na srce sploh ve, kako bi se tega lotil. Sami danes izvajalca iskati je problem, ja. Ja. Pa plus tega, da si časovno omejen. Včasih se je to dalo, so bile službe 8 ur, si prišel ob 2-3 domov, nabral ekipo, kaj je naredil, danes pač tega ni več, ker smo preveč upreženi vse. Ja, vsega je hitro veliko. Ja. Na koncu pa, kot sva že rekla, en tak majhen detajl lahko povzroči tak finančno spremembo, bomo temu rekli. Zaradi tega majhnega prihranka na koncu te lahko ta prihranek na koncu zelo veliko stane. Ne? Kam grejo pa trendi, a pa kam vi ciljate za naprej, kakšni so plani, kva vidite, da se dogaja? Ja, definitivno slediti trendom na trgu, konkurenci ali pa biti korak pred konkurenco, se pravi razvijati nove stvari. Mi v bistvu nobeno leto ne počivamo, čeprav mogoče zgleda, da ja, ampak pri nas se skozi nekaj dogaja. Imamo tudi službo razvoja, ki je non-stop v pogonu, skozi preizkušamo nove zadeve, izdelujemo nove zadeve, imamo tam 3D printerje za testne vzorce, ja, tako da skozi se dogaja. Naprimer, zdaj smo bili, bom rekel, tako, mogoče 2-3 leta usmerjeni bolj v žaluzije, krater sistem, nova lamela, razni detajli, ki mogoče niti niso vidni končnemu kupcu, pripomorejo pa k boljši kvaliteti, lepšemu izgledu. Zdaj smo rekli, 1-2 gremo na rolete, prenovimo program rolet. Se pravi, izboljšamo določene detajle, obliko, komponente, omarce pa tako naprej. Tako da delamo skozi, sledimo sejmom, hodimo po sejmih. Ja, tudi v Nurembergu smo vas srečali. Ja. Ki je največjih sejmov in vi ste v bistvu eden izmed playerjev, ki ste tam, ki tam ni glih vsak. Tako, ja. Tudi razstavljamo po teh sejmih. Seveda zraven pa greš mačkano okoli, pobereš kakšno idejo, ki se ti zdi dobra, jo preneseš naprej. Potem pa se, bom rekel, skupaj odločimo, ali gremo v to ali ne gremo. Pa jasno, še zmeraj je pa trg tisti, ki pove, ali potrebuješ to. Ja, sigurno. Ker zdaj, da nekaj ponujaš, pa tega potem ne prodaš, nima smisla. Ne? Ja, to ni računice. Iz strani biznisa tako, to ni dobro odločitev. Ja. Je pa fajn, da imaš pripravljeno zadevo za mogoče za naprej, čez kakšno leto, 2-3, ker se bo pojavil trend, ker bo šel trend v tej smeri, bomo imeli pa mi že nekaj zadaj pripravljeno. Ne? Ti, če ni skrivnost, kolikšen del recimo rolete ali pa žaluzije je proizveden prav v Sloveniji? V vašem primeru pa koliko je nekih pol izdelkov, ki jih v bistvu kupite pa pol sestavljate? Ja, zdaj mi v bistvu sami, kar se tiče žaluzij, bom rekel, zelo veliko delov oziroma delov in samih lamele, tako in tako sami delamo. Se pravi, imamo zdaj čist nove stroje, mi dobimo kolut, pločevine, se obe zgor, se naredi lamela, zdaj novejši stroji že polavtomatsko pripenejo gor tudi vodiče, potem se že dodajajo trakovi, lojtrce zraven, tako da pri žaluzijah v bistvu, kar je vodila pa omarce, dobimo pločevino, 6-metrsko robo, vse kar je te robe, ki jo dobivamo po 6 metrov, ki se potem reže pa sestavlja v naši proizvodnji. Ne? To je nek standard, verjetno zaradi mašin pa transporta. Tako, pa vsega transporta in vsega tega. Podobna zgodba je pri roletah, se pravi pokrove rolet, pri predokenskih, se pravi vidnih pa podometnih, pokrove, vodila, te zadeve dobimo, spet 6-metrsko robo, v standardnih barvah. Kar je nestandardnih barv, dobimo strovo in barvamo sami v naši lakiranci. Aha, tudi svojo lakiranco imate? Ja, svojo lakiranco imamo. Zdaj plan je, mislim, da 1-2 bo čist nova, ena izmed najmodernejših lakiranc v Sloveniji postavljena, kjer bomo lahko barvali tudi daljše kose, tudi alubloge za okna in tako naprej. Tako da vse gre v tej smeri čim več sami, da si čim manj odvisen od dobaviteljev. Samozadosten, tako kupiš strov material, sam režeš, sam kriviš, sam delaš, sam barvaš.
ker to je na tako količino, do katerih prihajamo, zdaj mi je to še zmeraj nekje najboljša računica. Ne? Pa tudi zalogo imaš. Lahko se ti hitro zgodi, da te kakšno dobavitelj opusti na cedilo, ostaneš brez zaloge, sred sezone, ali vemo, kaj to pomeni, daljši dobavni roki, slaba volja pri strankah, to nam pa ni cilj. Nezaupanje se začne ustvarjati, pa smo začne skriv. Ja. Tako da čim več, bom rekel, procentualno vsako leto kakšen procent več samooskrbe. Se, a vi v Sloveniji ste največji proizvajalec rolet pa žaluzij? Ja. Po količini, ne? Ja. Smo kar krepko nad najbližjim zasledovalcem, ja. Koliko je pa eksporta napram importu? Mislim, koliko procentualno je domačega trga, pa koliko ste izvozno naravnani? Ja, pač poskušamo, Slovenija je tako in tako že premajhna ratala za nas, ne? Tako da že poskušamo, strateško, pač je slovenski trg premajhen. Poskušamo čim bolj se usmeriti na izvoz. Zdaj velik procent je bivše Juge, s tem, da tam tisto procentualno, bomo rekli, raste ta procent iz leta v leto. Je pa tako, da tam ne moreš konkurirati z končnimi izdelki, ampak konkuriraš z repromaterialom. Kar pomeni, da spet vozimo nazaj, bom rekel, 6-metrsko robo, ki jo oni potem sestavljajo pa prodajajo naprej gotove izdelke. Ne? Aha, razumem, ja. Ja. Medtem, ko gor v Nemčijo, Avstrijo, Švico, tam vozimo pa gotove izdelke. Dol pa samo 6-metrsko robo, se pravi repromaterial. Sestavne dele, komponente, ki jih oni potem vgrajujejo v svoje rolete žaluzije. Ja, diversifikacija, ne? Delite v bistvu segmente Tako. na iste mašine, ne? Ja, yes. Večino te robe pa potem tako in tako gre nazaj gore, tudi z njihove strani. Ja, tako da je se pravi, material gre dol je po vsej verjetnosti cenejša delovna sila zaradi davkov na plače, recimo. Ne? Oni stvar sestavijo, to pride cenejši in to isto robo začnejo prodajati nazaj gor. Razlika v ceni je tam, samo da support zdol gor dobiti je bistveno težje. Ja, pa spet je to ta povezava, ki smo rekli, gradbeništvo, ne, gor držijo, bom rekel, spet firme iz bivše Juge in imajo navezo in pač krož zadeva. Ne. Nekatere zadeve tudi dvakrat zaokrožijo, ker tudi določen material mi dobivamo naprimer iz Bosne. Ne. Ja, razumem. Ja. Tako da je ta krog je sklenjen, ja. Ja, Juga se nekako sploh v gradbeništvu se mi zdi, da se te bivši narodi še zmeraj zelo dobro povezujejo v tem konceptu. Ne? Ja, pa tudi eno z drugim, naprimer, se dol tudi Albanija in podobno, imaš predele, kjer v bistvu rastejo proizvodne iz nič, ne? In so take hale, ki stoj pa glej, ne? Ki jih ni pri nas. Okoljni nič, podrtije, pa srednjič. Ja, pa najmodernejši stroj za izdelavo oken in vse, veš. Ampak tu gre vse v izvoz, ne? Oziroma zdaj tudi pri njih na veliko zidajo razne bloke stanovanja, pa to, ki jih potem kupujejo predvsem, bom rekel, njihovi ljudje, ki delajo v tujini, ne? In si potem kup stanovanja za stara leta, pa se vrne nazaj v domači kraj, kakorkoli domačo deželo, državo, pa preživi potem še dol kakšno leto. Ne? Ti, kako ste pa s kadri? Vi ste ogromno podjetje, so že tako kadri izziv sami po sebi. Ja. Kako pa vidite to situacijo s kadri? Ja, zdaj je definitivno velik primanjkljaj, sploh bom rekel dobrega kadra. Se trudimo, veliko hodimo tudi po šolah, po raznih informativnih dnevih, se predstavljamo po raznih družabnih omrežjih. Zmeraj so odprti kakšni razpisi, tudi bom rekel, tudi če ni razpisa odprtega, kdor misli, da je potencial, da ima nekaj za pokazati, je zmeraj dobrodošel. Še nobenemu nismo rekli ne. Ali pa še nobenemu nismo, bom rekel, da mu ne bi prošnje prebrali pa odgovorili nazaj. Ne. Definitivno dobrega delavca se zmeraj splača v službo vzeti. Tako da smo zmeraj odprti za vse. Trenutno smo pokriti, bom rekel, okej. Kar se tiče, bom rekel, komercialnega dela in proizvodne. Je pa res, da smo vsi tako na 300% oziroma na obratih skozi. Ne preobremenjeni, sej padeš noter v to, potem se navadiš tega tempa, ampak ni pa pri nas, da boš, ne vem,
pol ure gledal v zrak. Ja, ni to javna uprava. Ja, Mislim, pa ne bi rad nobenega užalil. se Pa razumem, verjamem, da me kdo z javne uprave. Verjamem, so ljudje, ki veliko delajo, vemo pa, da je ogromno enih delovnih mest, ki ni izkoristek tak, ki je recimo v enem takem podjetju, ki je vaša. Ja, pač jaz tako in tako zagovarjam, sploh v komerciali, delavec mora biti plačan po tem, kar naredi. Ne? Se pravi, mora biti neka stimulacija. Aha, se pravi, imate vezano stimulacijo. Ja, seveda, in to je edino pravilno. Če hočeš ti prodajnika motivirati, da bo prodal več, da se bo potrudil, da bo skozi rasto gor, ga moraš dati na stimulacijo. Ker drugače imaš neko fiksno, kaj, vse poje vse, ali jaz gledam, si žvižgam, ali tebe sprejemam tako, kot te moram sprejeti. Ne? In to definitivno, enako velja, bom rekel, za tehnologijo, za proizvodno, za vse. Sem s tem, da verjetno osnovna plača tudi ni slaba. Ne? Ja, normalno tudi. Ja, suma sumarum mora biti na koncu človek zadovoljen. Ja. Plus tega, da se vsakmu fajn zdi, če dobi še kakšno božičnico, kakšno nagrado, regres in tako. Ne? Če si ti, bom rekel, fair do delavcev, ti bojo tudi delavci to vračali. No, tako je moje mnenje. Nek odnos mora biti ok, je pa jasno, da moraš ti potem za ta denar tudi nekaj pokazati, pa nekaj narediti. Ne? In da recimo, če te en mlad gleda, kako bi ti njega nagovoril, zakaj pride delati v tak podjetje, kaj veš, ali pa kaj ima on od tazga dela. Pa zdaj lahko govoriva, da je to proizvodna ali pa komercijala, nekako nima veze. Ja, definitivno ima eno stabilno podjetje, ki je že kar nekaj časa na trgu, ne? Ki stoji za svojimi delavci in pomaga, skrbi za izobraževanja. Se pravi, zmeram smo željni novih znanj, zmeram vsak se lahko izobražuje. Prvo pravilo je, če kaj ne veš, vprašaj, te naučimo. Ne? Se pravi, ne se bati sprašvati. Pa to je, bom rekel, delo za nekoga, ki se rad stalno izobražuje. Ni to zdaj, da boš prišel, pa boš tam sedel, pa čakal, da mine 8 ur. Moraš biti aktiven, moraš pač tudi ti kaj novega predlagati, kakšno spremembo poskušati vnesti noter. Sej mogoče od 10 predlogov bo en dober ali pa en bo sprejet, pa ne smeš obupati, pa spet naprej. Proaktivnost. Proaktivnost, ja, skozi sem gas. Za nekoga, ki bi rad sem, da mu 8 ur mine, to definitivno ni pri nas. Ne? Pa ne glede na to, ali je to proizvodna ali komercijala. Skozi moraš iskati nove rešitve. Pa ste tako kadrovsko, imate, če slučajno veš, ali pa na palc, koliko je ljudi, ne vem, starejših, ali pa da je več ljudi po 45 letu, pa koliko je ljudi, ne vem, ki so mlajši. A imate to kaj? A imate starejšo generacijo, mlajšo? Imamo starejše generacije, ampak tako suma sumarum bi rekel, da kot kolektiv smo mlad kolektiv. No? Mlad kolektiv? Ja, bom rekel, mislim, da procentualno nas je več pod 45, ki pa gor višji, ali pa mogoče tudi pod 40. No? Definitivno mlad kolektiv. Je pa tako, bom rekel, vse imaš pač določene odhode, prihode, ampak to jedro, sredica, ki drži gor podjetje, je pa več ali manj ena in ista. Ne? Se pravi, tukaj se res, bom rekel, recimo, če nas je v podjetju zdaj okvirno recimo 200, bom rekel, da je recimo več kot 100 tistih rednih, stalnih, ki pač smo tukaj že kar nekaj časa. Ne? Ti kar veliko, ti pol. Ja. Sigurno, ali pa še več. Ne. So odhodi, prihodi v proizvodni, jasno, nekomu ne paše, glih to, ker treba mačkan bolj delati. Veliko imamo, naprimer, včasih pride kdo iz Revoza, Adrije, Krke. Pri nas pač se 8 ur dela, ne. Ali pa 9. Ti so še večji sistemi, ne? Tisto so večji sistemi, tam mogoče lahko kakšne ovinke iščeš, bližnjice, tukaj pač tega ni. Ne. In zato nekomu paše, nekomu ne paše, tam je malo več mogoče pretoka, medtem, ko je to jedro, ki je, bom rekel, je pa več ali manj zdravo, smo pa skupaj že kar nekaj časa. Prej si omenil, da hodite tudi po informativnih dnevih, pa po šolah pa to. Kako pa vi kot podjetje gledate na lokalno skupnost? A se to, ki vlaga? Ja, definitivno zelo veliko podpirajo, lastnik je zelo nagnjen k temu, mislim, podpira lokalno okolje do raznih donacij, zelo veliko se donira za bolnišnico Novo mesto,
Zelo veliko se donira za razne krajevne skupnosti, kot so razni gasilski domovi, zadružni domovi, skupni prostori. Tudi tako bom rekel, do zdaj še vsak, če se zgodi kakšna naravna nesreča, požar, karkoli, če je prišel kdo tam pa rekel, lej, tale pa tale je po goru, lahko kaj naredimo, nikoli ni bil problem. Kakšno okno, žaluzijo, karkoli, ali dati po neki sindikalni ceni, ali pa celo gratis. Ne. Tako da to je tudi eden izmed plusov. Ja, če hočeš biti dobro zapisan v okolici, v domačem kraju, definitivno moraš vlagati nekaj v to. Ne. Tu se ti slej ali prej povrne. V dobrih odnosih biti z lokalno skupnostjo. Pomemben, ja, zelo pomemben. Sigurno. Tako da se zelo veliko dela tudi na tem, ja. Kako pa v tako velikem podjetju skrbiš, da so ljudje povezani? A imate kaj teh? Ker vem, da jaz sem ogromen videl velikih sistemov. Kako imate pa prvo sto, ker so različni dnevi? Pa... Mislim, mi tako bom rekel, 2 do 3 na leto se sigurno dobimo vsi skupaj kot cela firma. Res, 2 do 3? Se pravi, zdaj, če greva konc leta, tista zaključna fešta, ja, po domače povedano, se dobimo vsi v kompletu. Kuča časti. Kuča časti, tako, ja, ponavadi je kakšna muzika, DJ, čast tudi kakšen ansambl, se pravi, je dača, pijača, potem sledi malo predstavitev leta za vse skupaj. Se pravi, da tudi, bom rekel, v proizvodnji pa druge službe, ki niso tukaj upete v promet, pa vse te zadeve vejo, kako delamo, ne. Ampak to je, hvala Bogu, ta kratek govor, ne. Recimo 15-20 minut. Ampak je pa fajn, da vsi zvejo, ne. Potem nam ponavadi zmeram direktor za novo leto, poleg božičnice, ki je zdaj že par let pač maksimalna, kakor gre čez, ne. Kakšen bombonček navrže še, naprimer, zdajle smo imeli lani, kdor se je odločil, je lahko vlagal v srebro ali zlato, prek ene firme, ja, z res dobrimi. V sklopu podjetja, s tem, da oni preskrbijo za to, da v bistvu so bili tle dosti nizki vstopni stroški, pa tiste provizije, ki so drugače skoraj še enkrat višje. Ne? Ja, masa. Tako, ja. Pa 2 leti nazaj smo spet prek podjetja z določenim procentom subvencije podjetja lahko sklenili dodatno zavarovanje, recimo pri zavarovalnici za dodatne usluge, da ne rabiš na čakalne vrste. Ja, za specialiste pa to. Tako, specialisti in podobne zadeve. Tako da to je prvo, potem imamo enkrat letno skupni piknik, pohod, kjer se spet vsi dobimo, gremo s kolesi, peš. A takrat proizvodnja stoji? To je ob vikendih. Aha. To je ob vikendih, ja. Pač ja, sobota je to ponavadi, ne. Potem je pa še tako, da bom rekel, potem po službah, se pravi komerciala, proizvodna, ekspedit, odprema, šoferji, skladišniki, se pa še med seboj dobijo sigurno enkrat ali pa 2krat letno, kjer pa tudi ni problem, če poveš, zakaj se gre, direktor rade volje pritisne kakšen evro zraven, ne, tok da... Ni težko. Za subvencioniranje malo, ja. Ja. To je pač, se mi zdi, osnova vsega tazga podjetja, ker tudi bistveno lažje rešuješ probleme in tiste vsakodnevne izzive, če si dober v kolektivu, če so odnosi ta pravi, ne. Mislim, rezultat tega je, da imaš tako pripadne ljudi, ki so verjetno tudi sam temu podjetju. Ne? Ja. In to je ful pomemben, to je res pomemben. Ja. Ti moraš, jaz sem zmeraj mnenja, da ti, če si v nekem podjetju zaposlen, konec koncev te oni plačujejo, od tega živiš, moraš delati zmeraj, kot da je tvoje. Ja, to iz tvojih ust božje všesa, je pa to zelo dolg proces. Moraš priti do tega, ja. Moraš priti do tega, ne. Ker pol, če tako delaš, pol se ni zabad, da ne bi bilo rezultata konc meseca, konc leta. Ne. Dokler boš ti vlagal, pa delal, bom rekel, z sredstvi, z vsem tako, kot da je vse skup tvoje, bo tudi na konc nek rezultat. Ne. Se pravi bi rekel, da imate radi svojega direktorja, pa da ga cenite. No. Ja, seveda, se je v bistvu so iz nič ustvarilo vse to. Ne. Ja, že oče, ne? On je v bistvu zdaj druga generacija. Oče pa mama, ja, on je zdaj druga generacija, ja. S tem, da pač ne stagniramo, ampak skozi rastemo, ne. Vsi skupaj. Namirujemo, vsi skupaj, ja, seveda. Namirujemo, ne. Ne živimo na stari slavi oziroma lovrikah, ne. Ja, ne. Če ne rasteš, pravijo, da padeš. Ja, ali te pa povozijo, ne. Ja, pa stagniraš, pa na neki točki sam zgineš. Točno to, ja.
Tako da moraš biti skozi v pogonu, skozi v razvoju. Mislim, da to je zelo lepa misel bila za zaključek. A bi želel še kaj dodati? Načeloma ne. Ne bojte se novih izzivov, ne glede na to, v katerem poslu ste. Ja, dejstvo. Skozi rastite, se izobražujte, vlagajte v sebe. Če boste vlagali v sebe, bo tudi vse ostalo super. Ti na tem motivacijskem področju verjetno podjetje veliko dela, ne, na zaposlenih. Tudi, ja. Tudi. Spet razne izobraževanja. Tudi v tej smeri, ne? Ja, seveda. Pa vse to so zadeve, ki tudi spreminjajo se pristopi do kupcev, odnos do strank, komunikacija. Pač vsake toliko časa je fajn osvežiti malo znanje, se dvigati na kakšen nivo višji, ne? Korak po koraku. Ja, zagotovo. Počasi se daleč pride. Ja, res je. Ja, pa en pregovor pravi, ne, če hočeš priti hitro, pojdi sam, če hočeš priti daleč, pojdi v skupini. Ja, seveda. Vse skupina je tista, ki te Drive, drine naprej. Ne? Ja, energija da Sam energijo. sled prej obstaneš nekje. Ja, ne gre. Ne. Pred eno oviro, preko katere ne moreš. Jure, najlepša ti hvala za tvoj čas, da si se odzval. Mislim, da sva povedala veliko zanimivih stvari, tako na svetov, kakor tudi v bistvu tudi mi, ki smo majhno podjetje, imamo taka podjetja, kot ste vi in vam podobni, imamo zmer za vzgled pa za inspiracijo. No. Meni to ni težko povedati, zato ker tako se moramo učiti, ne, sploh mladi. In se mi zdi, da je pomembno, da tudi mladi podjetniki, ki so na poti ali pa imajo nek stragel ali pa kakorkoli, da se dane in tudi do vas, jaz lahko z lastne izkušnje povem, da je zmer prijazen topel pristop k temu, da se tudi mi razvijamo, čeprav na nek način smo vaša podaljšana roka, pa kljub temu smo samo svoja. Ne. Ja, se strinjam. Še enkrat hvala za čas. Hvala za povabilo. Imej lep dan še naprej. Enako.